začne nekaj besed o njenem delu. Astrofizičarka profesor dr. Maruša Bradač se je po študiji na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani pošla v Bonn, kjer je leta 2004 doktorirala. Raziskovalno pot je nadaljevala v ZDA na Univerzi Stanford in na Univerzi v Kaliforniji, Santa Barbara, kjer je bila Hubble Fellow. Od leta 2009 je bila profesorica na Univerzi v Kaliforniji Davis, leta 2022 se je vrnila v Slovenijo na svojo matično fakulteto, Fakulteto za matematiko in fiziko v Ljubljani. Proučuje lastnosti temne snovi in prvih galaksij, ki so nastale v vesolju, ter na ta način išče odgovore na najbolj temeljna vprašanja o razvoju in prihodnosti vesolja. Bila je prva, ki je skupno s sodelavci z opazovanjem jad galaksij neposredno izmerila lastnosti delcev temne snovi. Z opazovanjem jate galaksij imenovanih izstrelek je skupaj s sodelavci določila empirično zgornjo mejo za interakcijski presek delcev temne snovi. Ta rezultat je najpomembnejši neposredni dokaz za obstoj temne snovi doslej. Področje opazovanja galaksij v zgodnjem vesolju je skupaj s sodelavci pomembno prispevala detekcijo ogljika v eni od najzgodnejših znanih galaksij ter s posnetkom gravitacijskega lečenja in večkratne slike pritlikave galaksije. Je tudi vodja več velikih opazovalnih projektov na observatorijih in satelitih. Sama ali so avtorji objavili okoli 200 znanstvenih člankov, pretežno tuji znanstveni periodiki, ki so v veliki meri tudi citirani. Pri tem ni pozabila na objave v poljudno-znanstveni domači periodiki, največ v Proteusu. Na osnovi svojih dosedanjih dosežkov je pridobila 2-milijonski 5-letni projekt Evropskega raziskovalnega sveta, v katerem bo z mednarodno skupino raziskovala pojave v zgodnjem vesolju. Leta 2023 je prejela priznanje ambasadorka znanosti Republike Slovenija za krepitev ugleda slovenske astrofizike v družbi in v mednarodnem merilu. Toliko. Zdaj pa prosim predavateljico, da prevzame besedo. Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem skupaj in hvala, da ste se odzvali temu vabilu. Veselje mi je predavati na današnjem večeru, kjer vas bom popeljala kar daleč v zgodovino vesolja in bom pokazala, kako lahko astronomi direktno pogledamo galaksije, kako dobimo direktne slike iz zgodovine vesolja in kako to počnemo z najnovejšim teleskopom, James Webbovim vesoljskim teleskopom. Že vnaprej se vam malo opravičujem, določene prosojnice imajo kar nekaj angleških slik, podnapisov, kajti to so slike iz originalnih objav. Žal v Sloveniji nimam toliko stvari prevedenih, ampak upam, da vam bo vseeno predavanje všeč in da vam bom lahko pokazala, kaj delamo v našem delu. Predno začnemo, tukaj vidimo filmček, videli ste ozvezdje Oriona, za tiste, ki malo poznate nočno nebo. In tole ozvezdje se kar hitro razgradi, kajti tukaj potujemo proti zvezdam, proti ozvezdju Oriona, ki seveda ni fizična struktura, ampak je samo projekcija zvezd in dveh najbolj znanih meglic v tem ozvezdju M42 in Orionove meglice. Tale film nam prikazuje dejansko pozicije zvezd in tudi dejanske slike teh meglic,
ki vidimo tukaj z rdečo, sevajo, oddajajo svetlobo, plina, vodik žari v takšni posebni rdeči svetlobi. Vse te slike so dejanske slike teh meglic. Edino, kar smo pa tu naredili malo hollywoodsko, je pa, da smo jih povečali za faktor 10, da jih lažje vidite. Medtem ko so prejšnje meglice prikazovale rojstva zvezd, pa tukaj v tej meglici, ki je utripala, vidimo v bistvu smrt enih od zvezd. In tukaj v centru te meglice je tudi pulsar. In že smo zagostili našo galaksijo. Torej, naša galaksija, kot jo tukaj vidimo, nekateri jo imenujejo Mlečna cesta, in z dvema sosednjima majhnima galaksijama, Magellanovimi oblaki, ki jih lahko vidite samo na južni polobli. In sedaj že potujemo do nam najbližje velike galaksije v ozadju, to je galaksija M31 v Andromedi. Tale galaksija je od nas oddaljena 2,2 milijona svetlobnih let. Torej bi potovanje do te galaksije, če bi lahko potovali z enako hitrostjo kot svetloba, potekalo 2,2 milijona let. In tukaj vidimo še potovanje proti Jati galaksiji in tele spet vidimo, da so Jate galaksije sestavljene iz galaksij. Imamo jih okoli par 100 do 1000 v takšnih jatah in ponavadi je v centru takšne jate galaksij, to je Virgova jata galaksij, centralna svetla galaksija M87 v tem primeru, ki je zelo poznana po tem, da smo lani v njej naredili sliko črne luknje. Črne luknje seveda na teh posnetkih, ki so prišli večinoma iz Hubbla in ostalih teleskopov, ne vidimo. Vidimo pa curek, ki ga oddaja takšna črna luknja. Ampak za tem filmom smo potovali v zgodovino vesolja do centra te jate galaksije, 65 milijonov svetlobnih let, torej 65, torej vidimo v zgodovino tega našega vesolja. Kajti, če se obrnete k svojemu sosedu, potem vi ne vidite tega soseda takšnega, kot je v tem trenutku, ampak ker svetloba potrebuje določen čas, da potuje od vašega soseda do vas, vidite tega soseda takšnega, kot je bil par nanosekund nazaj. To je sicer majhno časovno obdobje. Pustite mlajšega, ne? Mlajšega vidimo. Vidimo mlajšega, kot je bil v resnici. Ja, hvala. Vidimo par nanosekund mlajšega. Prav tako, ko pogledamo Sonce, seveda ni priporočljivo pogledati s prostim očesom, da si ne uničimo oči, ampak ko pogledamo Sonce, ga nikoli ne vidimo takšnega, kot je v tem trenutku, ampak ga vidimo takšnega, kot je bilo 8 minut nazaj. Torej, svetloba potrebuje svoj čas, da nas doseže, in v tem primeru, če bi Sonce sedaj le ugasnilo, bi mi videli, da se bi na nebo stemnilo šele čez 8 minut. In tako dlje, kot pogledamo v vesolje, dlje vidimo v zgodovino vesolja. In tako nam te slike omogočajo direktni pogled v zgodovino vesolja. Nam zgodovinarji kar malo zavidajo, ne? Ker veste, kako bi bilo lepo, če bi lahko rekel, ok, pogledamo v tej smeri in vidimo Egipčane, tako kot so živeli takrat, ne? Mi lahko z pogledi v galaksije to dejansko naredimo. Razdalje so ogromne in zaradi tega je tudi pogled v zgodovino lahko res dolg. Torej, tukaj še enkrat pogled na nočno nebo, tu spet Orionova, ozvezdje Oriona. Kot smo že povedali, za tiste, ki radi opazujete nebo, tole ozvezdje še verjetno vidite, sicer verjetno ne iz Ljubljane, ampak malo temnejše nebo vam omogoča, da vidite to ozvezdje. In tele Orionove meglice, ki smo jih videli v filmu,
so od nas oddaljene 1500 svetlobnih let, torej svetloba od njih je potovala 1500 let, da je dosegla nas. Naš sončev sistem je od Sonca pa do planeta Pluton, ki sicer ni več planet, ampak je še vedno tam, nekako označuje rob našega sončevega sistema. Torej, Orionova meglica, kot sem rekla, 1500 svetlobnih let, gledamo 1500 let v zgodovino, M31 2 milijona let v zgodovino in pa galaksija, jata galaksij Virgo, ki smo jo videli na koncu tistega filmčka, je pa kar 60 milijonov svetlobnih let v zgodovino. In to nam omogoča, da res pogledamo, kako so nastajale galaksije in kako so nastajale tudi prve galaksije, iz katerih se kasneje razvije tudi naša galaksija, v kateri živimo sedaj. Pred časom, oziroma še vedno, smo si pri opazovanjih pomagali z Hubblovim vesoljskim teleskopom. To je ta teleskop, ki ga vidimo tukaj na sliki. Velik je tako kot malo manjši avtobus, premer zrcala ima 2,5 metra in v bistvu kroži nad Zemljo, je satelit. In nekateri si predstavljajo, da so te stvari zelo, zelo oddaljene od nas, ampak Hubble v bistvu kroži samo 500 km nad nami, 560 km nad nami je Hubblova tirnica. Zakaj ga pošljemo v vesolje, je pa zaradi tega, ker se hočemo znebiti atmosfere. Kot ste sami ugotovili, ko je nebo oblačno, ne moreš opazovati niti ne severnega sija, tudi ne ostalih zvezd in galaksij. In zaradi tega je boljše, da se izognemo temu in pošljemo teleskop v vesolje. Torej, ko Hubble opazuje, tukaj primer, še enkrat nočno nebo, na zgornji desni strani vidite Luno. To je slika z navadnim fotoaparatom, ampak če pa usmerimo Hubble v vesolje, pa je njegovo vidno polje mičkeno, takšno, kot ga vidite tam na tistem malem rdečem kvadratku, kjer piše XDF, to je Extreme Deep Field oznaka, to je bilo eno polje, v katerega smo usmerili Hubbleov vesoljski teleskop. Zraven imate pa Luno, da se vidite približno, kakšen mali del neba lahko Hubble naenkrat zaobjame. Ampak kljub temu, da gre za zelo majčken del nočnega neba, je Hubble v takšnem vidnem polju odkril 10.000 galaksij. In če to preračunate na celotno vesolje, ugotovimo, da je v našem vesolju ogromno galaksij, 10 na 12, torej 1000 bilijonov galaksij, ogromne številke, ki si jih v bistvu kar težko predstavljamo. In vse te galaksije nam povedo svojo zgodbo o razvoju. Kako lahko študiramo te galaksije, je, da jih posnamemo, tako kot vi vzamete svoj telefon, posnamete sliko, dobite barvno sliko. Prav tako kot vaš telefon v bistvu ne naredi ene slike, da dobimo barvno sliko, ampak naredi 3 slike, vsako v svojem filtru, in potem te slike združiš, da dobiš barvno sliko. In tako lahko tudi z Hubblom slikamo z različnimi filtri, lahko uporabljamo tudi druge teleskope, ki snemajo na primer v ultravijolični svetlobi ali pa v infrardeči svetlobi. In vsaka od teh slik nam pove, iz česa je galaksija sestavljena, kakšne elemente vsebuje, ali vsebuje mlade zvezde, ki svetijo zelo modro, ali vsebuje stare zvezde, ki svetijo bolj rdeče. Prav tako lahko zaobjamemo spektre in ti spektri nam pa povejo, iz česa so takšne galaksije sestavljene. Torej, to je spekter Sonca, na primer. Vidimo, da Sonce oddaja v vseh možnih barvah svetlobe, od
od modre do rdeče, v vidnem delu spektra, seveda nam sveti tudi v ultravioličnem delu spektra, to vsi vemo, ko nas sonce opeče, ko smo na morju, prav tako v infrardeči svetlobi. Ampak glavni del sončevega spektra je pa vseeno v vidnem delu, kajti ni se sonce prilagodilo nam, ampak mi smo se prilagodili soncu, ne. Naše oči so skozi evolucijo se prilagodile, da so najbolj občutljive na del svetlobe, v kateri je sonce najmočnejše. Sonce ima pa v svoji atmosferi tudi določene elemente, od vodika, magnezija, tole je silicij tukaj spodaj, kisika in tako dalje. In tisti elementi pa absorbirajo določeni del svetlobe in dobimo takšne temne črte. Seveda se jih s prostimi očmi ne vidi, ampak če damo spredaj pred svetlobo prizmo, lahko tele črte zaznamo in tako nam recimo povedo te črte, iz katerih vseh elementov so sestavljene zvezde, galaksije in tako dalje. In prav to uporabljamo v naših raziskavah, da preučujemo te galaksije. In tako smo se podali na pot preučevanja prav prvih galaksij, ki so nastale v vesolju. Da odkrijemo te prve galaksije, moramo opazovati daleč stran, kot smo rekli, dlje kot opazujemo v stran, bolj vidimo v zgodovino vesolja. In mi smo se odpravili na potovanje prav skoraj na začetek vesolja. Naše vesolje se je začelo pred 13,8 milijardami let. Torej, od samega začetka vesolja, ko je bil veliki pok, pa do danes je minilo 13,8 milijard let. In če si hočemo to malo boljše predstavljati, kako veliko časovno obdobje je to, bom dala eno primerjavo. In sicer bomo si predstavljali, da je od velikega poka pa do danes vsega skupaj preteklo eno samo leto. Torej, če si predstavljamo, da je veliki pok bil 1. januarja in da smo danes 31. decembra, potem lahko na to časovnico umestimo določene dogodke, ki so se zgodili v zgodovini vesolja. Torej, naša galaksija je nastala okrog 1. aprila po tej časovnici. To ni šala, to je res. Potem naš sončev sistem je nastal okrog 31. avgusta. In šele 20 sekund pred polnočjo je človeštvo izumilo kolo. Šele takrat smo mi v bistvu začeli z velikimi inovacijami. In če pomislimo, koliko vesolja je do takrat že minilo, in 20 sekund pred polnočjo smo mi šele postali pomembni v tej zgodbi. Prve galaksije in prve zvezde so pa nastale skoraj na začetku. Ne čisto na začetku, ampak 10. januarja imamo nastanek prvih zvezd, 14. januarja pa nastanek prvih galaksij. In tako pogledamo daleč nazaj v vesolje, takrat, ko v bistvu so nastale prve zvezde in prve galaksije, in tista svetloba, ki je nastala takrat, potuje do nas 13,5 milijard let in danes jo mi dobimo tukaj na Zemljo in opazujemo z teleskopi. Tukaj še enkrat malo pregled, kako se je to zgodilo. Torej, kot smo šli od prvih galaksij, velikega poka, gremo od velikega poka mimo prvih galaksij do današnjega časa. Takoj po velikem poku je vesolje bilo polno nevtralnega vodika. Bila je kot nekakšna megla.
Tisti, ki ste z Ljubljane, to verjetno dobro poznate, ne? Zjutraj je megla in potem, ko posije sonce, to meglo prežene. Nekako podobno so te prve galaksije in prve zvezde pregnale to meglo v zgodnjem vesolju. In prav to je del mojih največjih raziskav, kajti poskušamo ugotoviti, kako se je končal ta tako imenovani temni vek v vesolju, ko ko vidne svetlobe nismo uspeli, ko vidna svetloba ni uspela prodirati skozi vesolje, ampak je bilo vesolje polno kot nekakšne megle. Največja vprašanja, s katerimi se jaz ukvarjam, je, kdaj se je zgodila ta reionizacija, ta proces, ki je iz nevtralnega vodika naredil nam prosojno vesolje, kdo so ti izvori prve svetlobe in kako so te prve galaksije začele formirati prve zvezde in kdaj. In prav zato smo naredili enega zdaj največji vesoljski teleskop, James Webbov vesoljski teleskop. Tukaj ga imamo v vsej svoji veličini in ta teleskop smo izstrelili v vesolje na raketi Ariane 5. To je izstrelila Evropska vesoljska agencija ESA. Večina ljudi takoj pomisli, da je to vse NASA, ampak NASA sama ni sposobna izpeljati tako velikega projekta. Tukaj je šlo za projekt med NASA, Evropsko vesoljsko agencijo ESO in pa Kanadsko vesoljsko agencijo, ki so skupaj združile moči in naredile ta teleskop. Teleskop smo izstrelili na božični dan 2021 in moram vam povedati, da je bil to eden bolj razburljivih dni v mojem življenju. Edino, kar lahko še prekaša, je seveda rojstvo mojega sina, ampak ko smo izstrelili tale teleskop, smo bili vsi res napeti, ali se bo vse išlo tako, kot je potrebno. 20 let svoje kariere sem posvetila temu teleskopu in na božični dan je bilo končno tako daleč, da smo lahko videli tale teleskop. Tukaj je zadnji pogled na teleskop iz rakete Ariane, se pravi, raketa Ariane je ponesla teleskop v vesolje na višino približno 1400 kilometrov in od tod naprej je potem smo izstrelili teleskop v vesolje. Ena stvar, ki smo jo morali ugotoviti, je, kako izstreliti tale teleskop v vesolje. Kajti Webbovo zrcalo je veliko 6,5 metrov in če pomislite 6,5 metrov je kar velika zadeva in tako veliko zrcalo ne bi mogli dati v enem kosu na samo raketo. Tukaj lahko vidite, to zrcalo smo zložili. Zložili smo zrcalo, zložili smo sončev ščit, ki ga boste kasneje videli, zložili določene druge dele rakete in ga tako kot en origami dali v raketo. In to raketo smo potem izstrelili in tukaj vidite ta zložen vesoljski teleskop, ki ga je raketa ponesla do 1500 kilometrov višine in od tu dalje je potem nadaljeval pot sam. Poslali smo ga pa na orbito, ki je dlje od Lune na 1.500.000 kilometrov. Torej, kar veliko pot je potem naredil tudi sam. Ko smo ga izstrelili, je prišlo obvestilo, da je orbita nominalna, kar nas je izredno veselilo. Bili smo navdušeni, kajti nominalno po evropskih standardih pomeni fantastično. In tukaj je bil teleskop na začetku zgoraj, vidite, čisto zložen. V prvem koraku smo razprli tale sončni ščit.
in potem tale sončni ščit, tukaj vidite že popolnoma, zgoraj desno je popolnoma razprt. Tale sončni ščit je velikosti teniškega igrišča in je sestavljen iz 5 plasti. Tale ščit nam služi za to, da ščiti teleskop pred sončevo svetlobo, kajti tale teleskop je treba ohladiti na zelo nizko temperaturo in zaradi tega ga moramo, tako kot vi razprete senčnik, ko greste na plažo, tako tudi pri tem teleskopu potrebujemo senčnik, ko gre na plažo oziroma ko gre na sonce. Kajti teleskop deluje pri izredno nizkih temperaturah, le nekaj stopinj nad absolutno ničlo imamo nekatere inštrumente ohlajene. Kasneje smo razprli še tale del, ki drži tako imenovano sekundarno zrcalo, to je to malo zrcalo, in v zadnjem koraku smo razprli še glavno zrcalo. Tale pot je trajala 2 tedna in v teh 2 tednih smo se vsi bili na trnih, kajti katerikoli od teh korakov bi se lahko ponesrečil in ostali bi brez teleskopa. Tale teleskop je pa vse skupaj bil vreden 10 milijard evrov, tako da brez tega teleskopa še dolgo ne bi imeli kakšnega podobnega. Ampak ja, na srečo je šlo vse odlično in tako imamo sedaj teleskop, ki kroži okoli Zemlje, okoli Sonca, skupaj z Zemljo in to je približna tirnica tega teleskopa in kako kroži. Kot vidite, je vedno obrnjen stran od Sonca, zato da seveda lahko opazuje in pa tudi, da ščiti tale ščit pred sončno svetlobo. Na teleskopu imamo 4 kamere, tukaj so te 4 kamere, vsaka izmed teh kamer ima tako možnost delanja slik, navadnih slik, tako kot vaši telefoni, kot tudi tistih spektrov, ki sem vam jih prej pokazala. Torej, lahko ali posnamemo slike, ali pa se gremo detektiva in ugotovimo, iz kakšnih elementov so sestavljene določene stvari. Sama sem sodelovala pri kameri NIRIS, tukaj je kamera NIRIS, ko je bila popolnoma sestavljena in pripravljena na to, da se vgradi v modul vesoljskega teleskopa in ta kamera nam omogoča, kot sem že dejala, delanje spektrov v infrardeči svetlobi. In potem, po izstrelitvi, smo čakali 6 dolgih mesecev, kjer smo opazovali v bistvu, kako bi rekla, vsakdanje dolgočasne objekte, da smo lahko ta teleskop umerili in po 6 mesecih smo pa začeli delati slike za napredek znanosti. In ena prvih takih slik so bili tako imenovani stebri stvarjenja. Morda se spominjate slike, ste že kdaj videli sliko na levi, to je ena izmed najbolj znanih slik, ki jih je posnel Hubbleov vesoljski teleskop. Na desni imate isti objekt posnet z Webbovim vesoljskim teleskopom. To je meglica znotraj naše galaksije, ki nam ponazarja nastanek novih zvezd. Tile oblaki oziroma tile stebri so narejeni iz prahu, ki v bistvu zablokirajo vidno svetlobo in nekako ščitijo nastanek novih zvezd. Kajti za nastanek novih zvezd moraš najprej okolico malce ohladiti in da jo lahko ohladiš, rabiš kot nekakšen ščit in prav ta prah je ta ščit, ki zaščiti zvezde, da lahko nastajajo. In znotraj tega prahu je ogromno novih zvezd, ki trenutno nastajajo. Webbov vesoljski teleskop nam pa omogoča pogled v infrardeči svetlobi, kjer se prah ne vidi, oziroma lahko gledamo skozi prah in sedaj vidimo nastanke teh novih zvezd. Lahko direktno vidimo te zvezde, ki nastajajo.
Ko sem jaz prvič videla to sliko, jaz si nisem mogla pomagati, da ne bi videla tega človeka od zadaj. In sedaj ne morem, da ne bi tega videla. Vedno, ko vidim to sliko, se spomnim na to risanko. No, kot sem pa povedala, pa web naredi tudi, z webom lahko posnamemo tudi spektre, oziroma lahko ugotovimo, iz kakšnih elementov so določeni objekti sestavljeni. Tukaj vidimo spekter atmosfere Marsa. Tukaj je graf, ki nam pove, koliko je nekaj svetlo, na drugi osi imamo pa tako imenovano valovno dolžino. Če mi ne sledite, tudi ni pomembno. Samo vedite, da vsakšna takšna dolinca, ki je tukaj manjka, pomeni, da nekaj svetlobe manjka, da je bila absorbirana. In zakaj manjka ta svetloba? Zaradi tega, ker jo je absorbiral ogljikov dioksid, voda v Marsovi atmosferi, ogljikov dioksid in ogljikov monoksid. Tako da lahko iz takšnega spektra direktno ugotovimo, iz česa je sestavljena Marsova atmosfera. Kar je seveda pomembno, ker radi bi ugotovili, ali je življenje na drugih planetih. Web nam nikoli ne bo odgovoril na to vprašanje, ampak web nam lahko da odgovor, ali je življenje na drugih planetih sploh možno. In tukaj ne govorimo samo o naših planetih, ampak bomo videli kasneje tudi planetih okrog drugih sonc. Tukaj je slika weba enega izmed naših planetov, a morda prepozna kdo planet. Ni Jupiter, tudi Saturn ni. Uran. Pravilno, Uran je. Torej, Uran nismo navajeni na takšne slike, ker ko vidimo nekaj z obroči, je to v naših glavah lahko samo Saturn, ker Saturn smo do zdaj videvali resnično z obroči. In tukaj je web naredil sliko Urana. Seveda pa web lahko dela slike tudi planetov izven našega osončja. Seveda te ne bodo tako veličastne, kot je ta, zato sem vam najprej tudi to pokazala. Ampak tukaj je slika planeta izven našega osončja. Torej, web je posnel sliko zvezde z telefonsko številko 65426. Astronomi nimajo ravno domišljije, kar se tiče imen. Ponavadi kar poimenujejo vse z številkami in kraticami. In tale zvezda, če bi naredili navadno sliko, bi bila tukaj. Ampak web ima možnost zastreti svetlobo od takšne zvezde. In tukaj smo zastrli to svetlobo in kar je ostalo, je slika planeta. Tako da tukaj vidimo sliko planeta v različnih barvah, ki kroži okoli zvezde, ki se nahaja izven našega osončja. Torej, ali je življenje možno na planetih izven našega osončja? Planete imamo. Torej, prvi pogoj je izpolnjen. Kaj pa drugi pogoji? Torej, iz česa so sestavljene atmosfere teh planetov? Tukaj gre za drug planet, ne tega, ki sem ga pravkar pokazala, ampak spet imamo tukaj spekter in spet nam, tistim, ki vas je malo strah takšnih grafov, samo povem, da vse te doline in grbine, ki jih vidimo v tem spektru, nam ponazarjajo, da je v tem spektru voda. Torej, imamo vodo v tej atmosferi tega planeta. Lahko zaznamo tudi organske molekule. To sicer ni slika organskih molekul drugega planeta, ampak je tukaj okoli zvezde. Ampak ta zvezda ima obroč prahu, v katerem planeti nastajajo. In vidimo, da lahko zasledimo molekule, kot so etanol, acetaldehid, metan in tako dalje. Torej, dosti
molekul, ki jih poznamo tukaj na Zemlji in ki nam seveda dajejo misliti, da je možno ustvarjati organsko kemijo. Tako da ja, ali to pomeni, da imamo življenje izven našega osončja? Odgovor je, ne vemo. Nekatere stvari so dane, ampak seveda to ni zadostni pogoj, da bi lahko z gotovostjo trdili, da to tudi obstaja. Sedaj pa v zadnjem delu pa se premaknimo naprej na raziskave, ki jih sama delam. To pa so raziskave jad galaksij in prvih galaksij, ki so nastale v našem vesolju. Tukaj je slika z webom, ki smo jo naredili v naši kolaboraciji Jate galaksij, podobne tisti, ki smo jo videli v filmu, torej gre za ogromni skupek galaksij. In kaj nam ta skupek galaksij pomaga? To niso prve galaksije, ki jih tukaj vidite v ospredju, ampak te prve galaksije so zelo šibke in jih je zelo težko opazovati. In zato smo se spomnili smo naredili, v bistvu smo poklicali naravo, da nam priskoči na pomoč. In smo med naš teleskop in med te prve galaksije postavili, oziroma opazujemo v tisti smeri, eno veliko jato galaksij. Ker kaj nam ta naredi? Deluje kot povečevalno steklo. Prav tako kot vi, ko česa ne vidite, vzamete povečevalno steklo, ga postavite spredaj. Tako smo mi postavili eno naravno, oziroma narava je postavila naravno povečevalno steklo, ki nam omogoči, da opazujemo galaksije, ki so bolj oddaljene, kot bi jih drugače lahko opazovali. In tukaj imamo en takšen primer. Tukaj imamo to jato galaksij in tam čisto ena mičkena pikica, ki smo jo videli v zgornjem desnem kotu. Ko izmerimo razdaljo do te pikice, ugotovimo, da je le ta galaksija nastala, ko je imelo vesolje le 500 milijonov let. Torej je njena svetloba do nas potovala 13,3 milijarde let. Torej gledamo prav začetek vesolja, prav tam, ko se je končala tista megla in lahko raziskujemo te zgodnje galaksije, ki so takrat nastale. Tukaj še enkrat povečano, ta slikica. Vem, da se vam ne zdi kaj dosti, to je v bistvu en malo večji flek, po domače povedano, ampak ne boste verjeli, iz takšnih podatkov lahko astronomi izluščimo, da je ta galaksija začela tvoriti zvezde kar 200 milijonov let nazaj, da je večinoma teh zvezd, da je približno polovico teh zvezd nastalo v tistem času, polovico teh zvezd je nastalo malo kasneje. Vidimo lahko kisik v teh zvezdah, vidimo lahko, da imajo te galaksije seveda tudi vodik in ostale elemente in tako lahko resnično doživimo tole rojstvo teh galaksij na samem začetku vesolja. In ko potem potujemo spet nazaj proti Zemlji, se tale zgodba sestavlja, vidimo galaksije na samem začetku vesolja, malo kasneje, vidimo galaksijo, kot jo imamo danes in tako lahko naredimo celotni življenjepis galaksij od prvih pa do danes. Tako da tako astronomi opazujemo zgodovino vesolja. Tako da toliko o prvih galaksijah in o vesolju. Smo pa medtem, ko Webbov teleskop deluje že 3. leto. Torej že kar nekaj je opazovanj in v najnovejšem ciklu opazovanj smo se pa odločili vrniti k meni dragi in ljubi jati galaksij. To je jata galaksij Izstrelek, ki je bila že omenjena na začetku predavanja, s pomočjo katere smo izmerili obstoj in lastnosti temne snovi. In prav to jato galaksij bomo opazovali z Webbom, da dobimo še boljše podatke o temni snovi in kaj le ta je.
ampak za opis seveda danes ni dovolj časa, tako da to bo moralo počakati na kakšno drugo predavanje in seveda moralo bo počakati na še par mesecev, koliko bomo še čakali, da dobimo te podatke iz Webbovega teleskopa. Tako da naj bo za danes to toliko, vam pa še pokažem v bistvu napovednik za film, ki bi ga lahko posneli o Webbovem vesoljskem teleskopu. Tako da toliko za danes, to je seveda bilo malo za hec in za tiste, ki imate radi zvezdne steze in ali imate še kakšno vprašanje. Kaj se pa da s tem Webbovim teleskopom povedati, ali pa lahko raziščete kaj o geološki sestavi planetov? Problem je, ker v geološki sestavi ne moremo, mi lahko pogledamo samo plin, ki ga ima atmosfera. V geološki sestavi pa lahko malce sklepamo, kajti z Webbovim teleskopom lahko izmerimo vse orbite, lahko določimo premer in maso in s tem seveda gostoto takšnih planetov. Torej lahko vemo, ali so to planeti tipa Jupiter, ali so to kamniti planeti tipa Zemlje. Tako da to se da, kaj več pa nam žal ne dopušča, ker mi vidimo atmosfero, ne pa samega površja planeta. Kako pa določite oddaljenost do recimo tiste galaksije, ki je nastala 500 milijonov let po začetku? To je odlično vprašanje. Nisem se hotela spuščati še v ta detalj, ampak v bistvu naše vesolje se od velikega poka dalje širi. In dlje kot je več kot ena galaksija oddaljena, hitreje se širi od nas. In mi lahko izmerimo, kako hitro se takšna galaksija oddaljuje, s tem, da pogledamo te spektre, ker te spektre, ki jih mi dobimo, niso pri tistem delu svetlobe, kjer ga je galaksija oddala, ampak se pomaknejo proti rdeči valovni dolžini. To je podobno kot sirena na rešilnem avtomobilu, če se oddaljuje od nas, jo slišite pri drugačni frekvenci, kot pa če se približuje. In če se oddaljuje hitreje, je ta frekvenca spet drugačna, ne? Se pravi, lahko izmerimo, kako hitro se ta galaksija oddaljuje in dejansko se te prve galaksije oddaljuje tako hitro, da vse, kar vidimo v naši galaksiji, ultraviolično in optično svetlobo, jih pri teh galaksijah sploh ne vidimo, ker se vse premakne v infrardečo valovno dolžino. In prav zato smo potrebovali Webbov teleskop, ki operira v infrardeči valovni dolžini, da smo lahko opazovali te galaksije in da lahko izmerimo, kako daleč so. Odlično vprašanje, ja, hvala. Kaj potem mi vemo približno, kje smo v vesolju od
poka. Ker mi Ne. verjetno nismo na začetku. Ne? Mi nismo na začetku, niti nismo na sredini, mi nismo v centru vesolja, ne? Čeprav se mogoče to tako vidi, ampak mi lahko samo vidimo v zgodovino vesolja s tem. Mi lahko vidimo v vse smeri, vidimo v preteklost vesolja. In potem lahko za vse galaksije, vsaj te galaksije, ki sem vam jih pokazala, niti približno dan današnji ne izgledajo tako. Verjetno niti več ne obstajajo, ne? Ampak mi samo vidimo sliko takšnih, kot so bile takrat, ko so oddale svetlobo. To je zelo podobno, kot če vi se še mogoče spomnite, ko ste dobili čezoceanska pisma, ne? Tista so trajala kakšen teden, dva, sicer sedaj tudi trajajo kakšen teden, dva, da dobiš novice. In tako nisi dobil novic, predno ni prišlo pismo, ne? In isto sedaj, ne vemo, kaj se sedaj dogaja s temi galaksijami, vemo pa, kaj se je dogajalo takrat, ko so napisali pismo in nam ga poslali. Ja. Kje in iz česa je nastal veliki pok? To je pa, tega pa ne vemo in tudi nikoli ne bomo morali dobiti informacij o tem, kaj je bilo pred velikim pokom. Kajti, da lahko ugotoviš, mislim, morali bi pogledati, kaj se je dogajalo z vesoljem pred velikim pokom, ne? Do tega pa nimamo dostopa do teh informacij, zaradi tega, ker naše vidno vesolje je staro 13,8 milijard let in toliko je svetlobe imela časa, da je potovala do nas. Predtem pa nimamo pogleda v to obdobje. Samo eno vprašanje. Tale najstarejši, kaj ste rekla, 500 milijonov let, ne? Ja. A bo čez 2 milijardi še vidno let? Verjetno čez 2 milijardi let bo še vidno. Mislim, tale galaksija, ki zdaj začela nastajati 500 milijonov let po velikem poku, ne? Tale galaksija zdaj trenutno je že stara 13,5 milijard let, ne? Pa še 200, ko je zvezde, se pravi 13,7 milijard let, 6 milijard let je stara tale galaksija trenutno. Samo mi ne vemo, kaj se je s to galaksijo zgodilo, kajti mi lahko, je toliko oddaljena od nas, nam je oddala svetlobo in potem se je širila z vesoljem naprej in od nje ne dobimo več informacij. Zato vprašam to zato, a je možno, da so kakšne še starejše, ki jih pa danes več ne vidimo, ampak njo še kot neko, ki bi bila v sredi? Mi lahko vidimo samo, nekaj je še starejših, tudi takšnih, ki jih mi vidimo, ni ta najstarejša, imamo še enih par, ki so tudi približno pri istem časovnem obdobju, ne? Najstarejša galaksija, ki jo sedaj opazujemo, je nastala 400 milijonov let po velikem poku. Tako da, reda velikosti, to so prve galaksije. Ali so bile galaksije pred velikim pokom, pa ne vemo in nikoli ne bomo vedeli, ker spet ne vemo, iz česa je vesolje nastalo. Ne vemo, če je vesolje neskončno, če je vesolje končno, tako da teh informacij pa žal ne moremo dobiti. Tudi obliki ne vemo, kakšna oblika je vesolje. Tudi obliki ne vemo. Lahko je neskončno. Nič nam ne govori o tem, da ne bi bilo neskončno. In nič nam ne govori o tem, da je končno. Tako da ja. Jaz bi vprašal, koliko je pa veliko vesolje. Glede na to, da je... Naše vidno vesolje je veliko... Glede na to, da je nastalo pri 13,8 milijardami let, ne? Ja. Pa glede na to, da svetloba ne more potovati, se ne more širiti hitrejš kot pa svetlobna hitrost, bi jaz sklepal, da več... Prostor čas se lahko širi hitreje kot z svetlobno hitrostjo. Prostor čas se lahko. Ja.
Samo mi ne moremo tega opazovati, ne? Mi lahko opazujemo samo stvari, ki so v teh 13,8 milijard let lahko dosegle. Tako da naše vidno vesolje, se pravi vesolje, ki ga lahko opazujemo, je veliko 13,8 milijard let v to smer, 13,8 milijard svetlobnih let v to smer in tako dalje. 13,8 krat 2, ne? Ampak, a je to? Pa ne vemo. Se pravi, lahko je neskončno. A je hitrost premikanja enakomerna? V zgodovini ni bila enakomerna. Torej, vesolje se sedaj širi še hitreje, se pospešuje, pospešeno se širi, ne? In to je ena izmed velikih ugank v vesolju, kajti v bistvu bi pričakoval, če je vesolje sestavljeno iz snovi, tako navadne snovi kot tudi temne snovi, bi pričakovalo, da bi se v nekem določenem času nehalo širiti, oziroma vsaj, da bi se ustalilo pri neki konstantni velikosti. Ne? To tudi, ko napihujete balon, v bistvu gre pol vedno počasneje, ne? Ker potrebuješ vedno več energije, da ga napihuješ z določeno hitrostjo večji, kot je. Ne? In človek bi pričakoval, da bo podobno pri vesolju, ampak smo pa ugotovili, da to ni res, da se vesolje širi pospešeno in da obstaja neka, ne bom rekla energija, ker niti ne vemo, če je energija, ampak dali smo ime temna energija, ker v bistvu pojma nimamo, kar je. Ampak prav ta stvar, ki sestavlja 70% vesolja, nam povzroči, da se vesolje sedaj pospešeno širi. In tej stvari, kot sem rekla, pravimo temna energija, ampak niti ne vemo, če je to v bistvu energija. Jaz sem slišala celo neko teorijo, da je več vesolij možnih. Tudi več vesolj možnih, ja. Tudi mnogotera vesolja so možna, tako imenovani multiverse po angleško. Ja, ker v bistvu mi... Zdaj, če je končno, pa sem tako kot galaksija ima tudi... Ne, ampak oprostite, ta več vesolja, pa je treba povedati, da to je teoretični koncept, ne? Ja, je teoretični koncept. Absolutno. Nisem rekla, da obstaja, ne? Ja, to je vprašanje obstoja, seveda, ne? Ja. Nič od tega, kot pravim, to, da je vesolje neskončno, ne moremo dokazati. To, da obstaja večkratno vesolje, tudi ne moremo dokazati. In potem lahko samo fantaziramo. Točno to. Ja, mislim, da treba podati, da gre za tisti problem, ker obstaja med relativnostjo pa kvantno mehaniko. Celo več vesolj je smiselno takrat, ko govorimo o kvantno mehaniki. Ja, določene probleme lahko z njim rešimo, ne? Ampak ga nujno rabimo? Ne rabimo nujno večkratnega vesolja, da bi razložili določene stvari, ampak to je... Določene stvari se pač poskušamo razložiti, ampak seveda tudi, jaz sem sicer rekla, da astronomi nimamo dobre domišljije, mogoče opazovalni astronomi nimamo dobre domišljije, ko dajemo imena, ampak teoretični astronomi so pa kar dobri z modeli, ki razložijo, bi lahko, niti ne bom rekla razložijo, ampak bi lahko razložili določene stvari in žal pa v tem trenutku obstoja ne moremo ne dokazati, ne odvreči. Tako da je to bolj filozofsko vprašanje trenutno, kot pa znanstveno. Tudi bolj filozofsko. Se pravi, v razgovoru na televiziji ste rekli, da je pravzaprav vse iz vesoljnega prahu. Ja. Ampak kaj se pa zdaj v tem, da pravzaprav smo mi tudi iz tega prahu in ta prah zdaj gleda to. Ja. V bistvu ta prah nas gleda, ampak to je v bistvu naš prah, ne? To je naše vidno vesolje. Skratka, to je prah, s katerimi smo mi imeli stik. Je prišel iz zgodnjega vesolja, ampak ja, vse je nastalo iz tega, ne. Mi recimo na Zemlji ne bi imeli urana, če ne bi eksplodirale zvezde v supernove in na ta način obogatile
zvezdni prah, iz katerega je potem nastalo naše Sonce in naši planeti in tako smo tudi na Zemljo dobili uran, recimo. Ne. Verjetno bi življenje bilo malo lepše, če ga ne bi imeli, ampak to pa je spet drugo filozofsko vprašanje. Še eno vprašanje v teleskopu. Kako se komandira zadeva, da se gor recimo zrcalo odpre? Ali to date komando iz Zemlje? Torej, z webom komuniciramo preko tako imenovanega Deep Space Network, to je 5 teleskopov radijskih, ki so po celotni Zemlji porazporejeni, zato da ga lahko v vsakem trenutku vidimo in v vsakem trenutku lahko pošiljamo radijski signal na web. Kajti ne samo gor, mora biti komunikacija mora prihajati tudi iz teleskopa, kajti teleskop nam mora podatke pošiljati. Tako da prihaja radijski signal tudi iz teleskopa v te radijske teleskope na Zemlji, ki pa potem pošljejo podatke v center v Baltimorju, kjer se potem zbirajo ti podatki in potem jih mi astronomi dobimo in obdelujemo naprej. In recimo, ko se je teleskop odpiralo zrcalo, ste dali komando iz Zemlje ali je to avtomatika? Ni avtomatika, to smo vse kontrolirali iz Zemlje, kajti stvari morala potekati točno po določenih momentih. V tem primeru je bilo 309 možnih odstopanj, ki smo jih mi predvideli. In teh 309 možnih odstopanj je potem bilo, če se zgodi to, se potem naredi to in to in to. Recimo, pri webu je šlo vse tako gladko, da skoraj da ni za verjeti. Če pomislite, še samo 2 leti nazaj smo morali prestaviti izstrelitev, zaradi tega, ker so razprli tale sončni ščit in od nekod so padli ven 3 vijaki. In to pomeni, da je potrebno najprej ugotoviti, odkod so padli ven 3 vijaki in potem ta ščit še enkrat, pa ne enkrat, ampak 15-krat odpreti pa zapreti. In ta ščit, vsakič, da so ga odprli pa zaprli, traja 1 teden, zaradi tega, ker je to hočeš narediti počasi. In prav tako smo tukaj odpirali tale ščit. In edina stvar, ki se je zgodila, je, da smo počakali 2 dni z odpiranjem glavnega zrcala. Ker je vse šlo tako gladko in je bilo še toliko časa na voljo, so se pri nas odločili, da bojo malo počakali, pa da vidijo, da res vse tako deluje in tisto, malo zadihajmo, pustimo teleskopu, da zadiha in šele potem so potem odprli zrcalo z v bistvu 2 dni kasneje, ker je po urniku je pa še vedno bilo odprto dosti prej, kot pa je prišlo do te končne točke, kjer je letelo. Eno optično vprašanje, ampak zrcalo je sestavljeno iz več kot 6 trokotnikov, ne? 18, ja. 18. Kaj pa med njimi, mislim, kakšna snov je med njimi, da se to jemlje kot eno zrcalo? Ne rabi se jemati kot eno zrcalo, to so prav za nalašč so v bistvu tako narejena, da lahko ti vsako zrcalo malo popraviš in potem rahlo spreminjaš obliko. In tile, kaj je bilo, zakaj tistih 6 mesecev med tem, ko je web prišel na končno točko oziroma končno orbito, do takrat, ko smo mi dobili prve znanstvene rezultate, največ je bilo umerjanje zrcala. Se pravi, ti potem zrcalo usmeriš v zvezdo in ne vidiš pike. To je tako kot v starih časih, veste, ko ste mogli fokusirati fotoaparate. Danes tega več ne rabiš, ker je vse avtomatsko, ampak prav tako smo mi mogli, samo da nisi imel samo enega, ampak 18 zrcal, ki jih vse lahko malo dvigneš, spustiš, levo, desno, zarotiraš gor, dol in tako dolgo to nastavljaš, da dobiš res perfektno sliko. In to so naredili. Eno vprašanje je vezano na veliki pok. Jaz ga razumem kot enkratno dejanje. Ampak se pravi, v tem enkratnem dejanju je svetloba ušla ven z tega, pač kakorkoli z neke točke. Kako mi potem po 13 milijardah vidimo to svetlobo na isti točki? To mi je sploh ni jasno. Mi ne vidimo tega na isti točki. Ne smemo si predstavljati velikega poka kot točke.
Ker kaj se je zgodilo v velikem poku? V velikem poku se je naenkrat prostor čas začel širiti. Ali pa predstavljate si samo prostor zaenkrat. In to si ne smete predstavljati kot eno eksplozijo. Vsi si predstavljajo veliki pok kot eno veliko eksplozijo. Ampak veliki pok ni bil eksplozija. Naenkrat se je začel prostor širiti. In to zdaj ne pomeni, da se je on širil samo iz te točke. On se je širil tudi tu. Vse povsod se je prostor začel širiti. Ampak to, kar mi danes vidimo, se je začelo širiti iz tega majhnega dela. Tako da mi ne vemo, kaj je okoli, ker mi do tega nimamo dostopa informacije. Ampak mi vidimo samo ta majhen del, ki se je začel širiti. Kaj se je pa okoli dogajalo, pa ne vemo. Tako da ni to neka eksplozija. In ni to neka točka, ki jo lahko na nebu pokažemo. Včasih smo rekli, da je tam zgoščena vsa masa. Ja, vsa masa našega vidnega vesolja, ampak to ne pomeni, da ni bilo še tam okoli še kakšne druge mase, ki je, ne? Spet ne vemo, ne? Zakaj se pa pol reče veliki pok? Se je bila eksplozija, če ni bila eksplozija? Ja. Pa če je bila vsa ta masa skoncentrirana celotnega vesolja v tisti eni točki, se pravi, raznesem se, če je zdaj na... Veliki pok zaradi tega, ker je bilo takrat vesolje zelo vroče in se je potem počasi shladilo. Tako da ta temperatura nekako mogoče zaradi tega, ampak moram pa priznati, da prave zgodovine pa ne poznam, zakaj so ga poimenovali veliki pok prav tako, ampak dosti stvari v astronomiji je poimenovano neprimerno, recimo. Planetarne meglice nimajo prav nobenih vez s planeti, ne, pa se imenujejo planetarne meglice. Veste, ker sem bil jaz recimo malo mlajši, kot ste vi danes, ne, je bilo to čisto veliko filozofija, ne, pa bolj vera, ne, nekaj takega. Čisto, ker se je hotel skozi smo ljubijo ukvarjati, je bil mačke nor, ne. In takrat je prišel veliki pok na dan, ne. Pak bi pa le to rekel, da pravzaprav ne ta problem prostora, ne, kako si ga predstavljati, je pa to težko po moje filozofsko, ne, zato ker mi smo navajeni na tale prostor okrog nas, ne, kaj če do sonca lepo se skapavno, ne, pa do galaksija tudi še kar ravno, ne, ampak ja, če greste pa tako daleč, ja, zakaj bi pa morali biti ravno, ne, sedaj imamo črne luknje recimo, ne, to je nekaj zelo čudnega bilo, ne, ampak danes pa imajo še so, ne, ampak filozofsko razumetje zadeve pa ni tako enostavno, ne? Jaz, ker se mene tiče, sem rad raj previden, ne vem, ne? Ja, mislim, filozofsko gledano tudi, tako kot ste rekli, ne? Zdaj, če ne bi, predno smo začeli potovati, ne? Se tudi nam Zemlja zdela ravna, ne? In ti se moraš, če hočeš videti, da je Zemlja ukrivljena, ne, se moraš v bistvu postaviti v tretjo dimenzijo, da vidiš, da dvodimenzionalno Zemlja okrogla, ne. Vedno moraš, če ti živiš na črti, boš mislil, da je črta ravna, ampak če pa hočeš videti, da je črta ukrivljena, moraš iti v dve dimenziji, da se vidi, da je črta ukrivljena, da ni ravna. Se pravi, iz dveh dimenzij moraš iti v tri dimenzije, da vidiš, da je Zemlja okrogla in da ni ravna, ne. Skratka, glede na to, da živimo v tridimenzionalnem prostoru, bi morali iti v četrti dimenzijo, če pa dodamo temu še čas, je pa to že peta dimenzija in se človek hitro zgubi. Da bi še lahko povedali o temni snovi, ker to je pojem, ki ga... To pa lahko imamo celo novo predavanje o tem, ker temna snov v bistvu je 5-krat več kot vse snovi, ki jo poznamo tukaj na Zemlji. Vse, kar smo kadarkoli detektirali tukaj na Zemlji, pa vse, kar je v zvezdah, v galaksijah, se šteješ, kar vidimo in ugotovimo, da je temne snovi 5-krat več. Torej je res ogromno temne snovi, ima pa lastnosti, ki je ne poznamo. V bistvu ne interagira druga z drugo, ne. Mi, recimo, tale miza je trda zaradi tega, ker imamo elektromagnetne sile med delci. Medtem ko pa temna snov nima teh sil in skozi temno snov greš skozi, je ne zaznaš, je ne ugotoviš, da je tu. Lahko bi imeli sobo polne temne snovi, pa ne bi vedeli, da je tukaj. Razen to, da ima maso, ne, samo to vemo. In verjetno je v tej sobi
enih par delcev temne snovi predvidevamo. Ampak jih ne zaznamo, ne? Ker tudi v bistvu zraka skoraj ne zaznaš, razen če zamahneš z roko, potem čutiš, da ti nekaj roko ustavlja, ne? Pač temna snov še tega nima. Gre skozi nas in zaradi tega jo je tako težko detektirati, zaznati, ne? Ampak vemo pa, da obstaja. In sedaj poskušamo ugotoviti, kaj v bistvu temna snov je in kako paše, paše ni prav slovenski izraz, ampak kako jo lahko damo v te modele navadne snovi in kaj točno je. A je črna luknja del te temne snovi? Črna luknja je narejena iz navadne snovi. Samo ne odseva svetlobe? Samo ne odseva svetlobe. V bistvu, temna snov je spet eno ime, ki je zelo slabo, kajti temna snov sama po sebi ni temna, ne? Temno je, recimo, če vzamemo črno majico, je temna, ker ne odbija svetlobe, ne? Ampak temna snov se sploh ne odzmeni za svetlobo. Ti boš naredil, se pravi, ta soba bi lahko bila polna temne snovi, pa ne bi opazili, ker bi svetloba normalno lahko prehajala skozi. Ne zastira svetlobe, ne? Pa ni, da bi fotone svetlobe, se pravi delce svetlobe, potegnila kot mislim, da bi se obnašali kot pri črni luknji. Tako da to gre za dva različna pojma. Tak teleskop ima kakšen svoj načrt, kaj bo v naslednjem času, ki ste rekli, ste ga preusmerili v to jato galaksije, ali lahko samo eno stvar opazuje, lahko več? Mi smo dobili samo eno stvar, ampak to je normalno, zaradi tega, ker vsi astronomi tega sveta sedaj hočejo opazovati s tem teleskopom. In vsako leto so razpisi in na te razpise prispe 10-krat več prijav, kot pa je časa, in potem komisija izbere najboljše projekte na teh razpisih. In enega izmed teh projektov smo mi pridobili in tako bomo... Ja, kar. In enega izmed teh smo mi pridobili in tako bomo opazovali prav našo jato galaksijo. Ja, vidimo, da je lahko neskončno vprašanje. Čeprav, če je gospod profesor že pri neskončnosti, ne vem, glede na to, da je bilo pri 13,8 milijardami let, tudi jaz vidim končnost. Našega vidnega vesolja, ampak pred tem je pa lahko še kaj druga. Sej tega, ja, no vsej ostalo pa ne vemo, ja. Ja, ostalo pa ne vemo, tako da... Če vas pa te stvari še bolj zanimajo, vas pa vabim tudi na Golovcu, imamo vsak mesec javna predavanja z različnimi temami, pa se lahko pogledate program in tudi tam vsaki mesec debatiramo. Pravno prejšnji mesec smo govorili o črnih luknjah, tako da so različne teme tudi tam. Jaz bi se zahvalil predavateljici za redno priliko, da je lahko iz prve roke izveno o pomembnih dosežkih človeštva. Hvala za povabilo.